Pozdravljeni v avtomobilnosti. Na spletnem portalu RTV SLO za Vihko avtomobilnost si lahko v arhivu oddaj ogledate oddajo, v kateri smo govorili o polnjenju električnega avtomobila doma. V avtomobilnosti smo prepričani, da je tak način polnjenja električnega avtomobila tako z vidika uporabe kot okoljskega vidika daleč najbolj primeren. Še najlažje ga primerjamo z recimo uporabo pametnega telefona. Čez dan ga uporabljamo, čez noč ga polnimo. Če ga uporabljamo več, ga je treba polniti tudi vmes, a to se nam zdi že bolj zahtevno. Ja, ali pa ga manj uporabljati, tako telefon kot tudi avtomobil. No, ampak električni avtomobili prinašajo tudi nove vrste mobilnosti, recimo car sharing. In zato je treba poskrbeti tudi za javne električne polnilnice. In pa seveda še vedno obstaja par tistih, ki jih vsako leto srečate recimo na morju ali pa na smučiščih, ki so se pripeljali z električnim avtomobilom, recimo celo z Nizozemske. In to je en takšen poseben slog življenja. Kar pa je najbolj zanimivo je, in da se ne zgodi nekaj takšnega, kar se je pred nekaj meseci zgodilo v Ameriki, in ta posnetek je seveda zaokrožil tudi po spletu, ko je gospa z električnim avtomobilom pripeljala na klasično bencinsko pumpo in iskala pravi priključek. No, pri električnih avtomobilih, še posebej v sistemu car sharinga, ko menjamo električne avtomobile različnih znamk, lahko pride pri različnih kablih in različnih polnilcih tudi do kakšne težave. In s tem se soočamo danes. Se mi zdi, da zna biti kdaj kakšen zaplet pri tem našem dojemanju hitrih in počasnih polnilnih postaj. Kakšna je pravzaprav razlika? O hitrih polnilnicah pa govorimo, ko govorimo o DC polnilnici 50 kW ali pa 43 kW AC. To je primer takšne javne polnilne postaje, ki ima to moč. Torej, hitrosti poznamo. A kateri kabel nam naš avtomobil napolni z maksimalno hitrostjo? V to sicer nismo prepričani, a zdi se nam, da na ljubljanskih električnih polnilnicah še niso posneli in na YouTubeu objavili viralni filmček, ki bi se norčeval iz koga, ki ne bi vedel, kateri kabel mora vtakniti v vtičnico svojega verjetno izposojenega avtomobila. No, zdaj na tem mestu javno priznamo, da bi bili tudi sami že lahko žrtev skrite kamere. Kajti ob pogledu na takšno shemo si nismo znali pomagati. Poznamo dva standarda, eno je japonski Shademo standard in pa evropski CCS oziroma Type 2, se pravi hitro polnjenje DC in pa počasno polnjenje AC. Tako da trenutno, če pogledamo na univerzalni polnilni postaji, imamo 3 tipe priključkov, ki zadostijo vsem tipom vozil. Katerikoli avto se na trgu najde, se lahko polni na takšni polnilnici. Verjetno so razlike tudi med samimi avtomobili. Zdaj imamo tega Renaulta Zoeja, ki lahko izkorišča tudi trifazni tok. Kakšne so pa na splošno razlike in mora to uporabnik vedeti oziroma upoštevati? Ja, vsako električno vozilo se polni na navadno šuko vtičnico. To je tista vtičnica, kjer doma vštekamo fen, kavni avtomat, mikser in podobno. Se pravi, tisto, kar imamo doma, omogoča osnovno polnjenje vsakega električnega vozila. To nam omogoča polnjenje. Ampak traja pa dlje. Traja pa dlje, nekje 2,5 kW na uro, se pravi, nekje preko noči lahko napolnimo neko povprečno električno vozilo, ki ima nekje 30 kWh baterije. Od tam naprej pa se vozila zelo razlikujejo. Večina avtomobilskih proizvajalcev je potem šlo na hitro polnjenje oziroma DC polnjenje, ki omogoča polnjenje do 350 kW oziroma celo zdaj zadnje polnilnice, ki se testirajo, so že 450 kW. Kako pa je z ultrahitrimi polnilnicami? Bo to, še posebej, če jih bo več v omrežju, zalogaj za celotno elektroomrežje? Ja, postavljanje polnilne infrastrukture v celotni državi ali pa mogoče še bolj pomembno v samih mestih bo zelo zahteven izziv za vse, predvsem za distribucijo, ker bo potrebno zelo velike moči pripeljati iz razdelilnih trafopostaj v samo mesto, ker če pogledamo, da je ena ultrahitra polnilna postaja 350 kW in če jih postavimo 10, je to že 3,5 MW in so zelo velike moči. Potem bomo imeli pa še celo število počasnih polnilnih postaj in bojo te moči zelo velike. Tako bo mogla distribucija ali pa mogoče celo neka državna strategija definirati, kako tudi infrastrukturno ojačati celotno mrežo. Verjetno tudi polnilnice že ponujajo kakšne rešitve za te težave z dostopom oziroma z dovodom
tako, ker se je ta problem že v praksi zaznal. Že poznamo polnilnico, ki je recimo 50 kW, hitra polnilna postaja, vendar je priključna moč samo 20 kW. Vsa razliko pa pridobi iz vgrajenih že baterij, ki omogočajo najmanj do 3-4 zaporedna polnjenja z to maksimalno močjo in s tem razbremenimo moč, ki jo potrebujemo iz samega mreža. Kakšna je prihodnost električnih polnilnih postaj? Prvi trend je, da prihajajo ultrahitre polnilne postaje. To so polnilne postaje, ki so moči 150-350 kW in omogočajo, da se vozilo napolni do 5 minut nekje, do 300 km. Potem naslednji trend je indukcija. To pomeni, da vozilo ne uporablja več za polnjenje kabla, vendar ima pod avtom tako imenovani tepih in pa nameščeno tuljavo. Tretja trend je dinamična indukcija, kjer se vozilo lahko že polni med samo vožnjo. Potem imamo pa še razne izpeljanke, baterijske polnilnice in podobno. Je pa jasno, da če uporabniška izkušnja ni enostavna, se na trgu ne bo prijela. Zagotovo ne bo dolgo več držalo, da imamo različne kable, različne priključke, da imamo zelo veliko različnih plačilnih sredstev, različnih kartic za različne operaterje, pri katerih kupujemo električno energijo, uporabniška izkušnja na javnih infrastrukturah ne bo dobra. No, ampak zgodilo se bo pa v eni točki, da bodo kabli enaki in da bodo vse te kartice združene, recimo kar v mobilnem telefonu in bomo tako plačevali. Če niso plug and charge, predvsem zahteva neko avtorizacijo. To pa se z novim standardom tudi spreminja, ker standard govori, da bo komunikacija med vozilom in polnilnico omogočila prenos VIN številke in če ste vi že registrirani v sistemu, ne boste potrebovali nobene RFID kartice, ampak bo vaš ponudnik, lahko avtomobilska hiša ali vaš operater, sklenil vse roaming pogodbe z ostalimi operaterji in vi dobite konec meseca samo račun, kot sedaj za elektriko ali pa za kreditno kartico ali pa najbolj primerno je telefon. Potujete po Avstriji, Nemčiji, Franciji in vam potem vaš operater konec meseca izda račun za vse stroške, ki ste jih opravili kjerkoli ste pač potovali.